Mož je bil bolestno ljubosumen. Ves čas me je nadzoroval, nikamor nisem smela. Mogoče do šole, na govorilne, pa do trgovine, to je pa vse. Doma sem bila, skrbela za otroke in delala. Včasih me je do vsega skupaj kar dušilo. Ali pa mi je srce tako močno utripalo, da sem mislila, da me bo kap. Preveč vsega je bilo in predolgo. Zato nisem mogla več. Nacionalna raziskava, ki smo jo dobili par let nazaj, je pokazala, da vsaka druga ženska v zadnjih 12 mesecih doživi kakšno od oblik psihičnega nasilja. To pomeni grožnje, čustveno izsiljevanje, manipulacije. Hkrati pa je pokazala tudi, da vsaka četrta ženska pa doživi kakšno od oblik fizičnega nasilja. Torej je pretepena, kakšen udarec, ožganine. V začetku leta 2012 je stopila v veljavo novela Kazenskega zakonika, s katero grožnja, ki je ponavadi prva reč, o kateri poročajo ženske žrtve nasilja, ni več pregonljiva na predlog, ampak na zasebno tožbo. To pomeni, ko ženska pride na policijo in želi prijaviti grožnjo, je ne more, policija jo preusmeri k odvetnici in odvetniku, kar je treba plačati, zato velika večina žensk takrat enostavno odneha. To je zelo slabo sporočilo, država na ta način reče, to, kar se vam dogaja, ni dovolj pomembno, da bi se policija ukvarjala s tem, rešite svoj problem sami. Modrijani smo občutljivi za zgodbe, ki se dogajajo med ljudmi, da vse zadnje igramo za ljudi, smo ves naš čas med ljudmi in smo občutljivi za te reči, za te in one. Zato tako in tudi podobne akcije, rekel, s srcem podpremo vsi štirje. Omenili ste, da je država nudi zgolj varno hišo, ampak to verjetno ni dovolj za žrtve nasilja. Država sicer ne nudi zgolj varne hiše, ampak ponuja varne hiše prehitro. Po našem mnenju, žrtvam se kar takoj reče, da naj razmislijo o odhodu v varno hišo, pa bi morali najprej razmišljati o tem, da iz skupnega doma odide storilec in ne žrtev. To bi bilo korektno in nad to nepravičnostjo družbe se žrtve zelo pogosto pritožujejo. Nekako opozarjajo, da mogoče država včasih ne stori dovolj za zaščito žrtev. Kakšno je vaše mnenje? Kakor je vedno premalo. Treba je pa vseeno pogledati, da država kar nekaj naredi na tem področju. Imamo mrežo varnih hiš in materinskih domov. 2.700.000 smo v lanskem letu namenili za delovanje. Imamo koordinatorje pri centrih za socialno delo, za preprečevanje nasilja v družini in predvsem dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Verjamem pa, da bi seveda lahko bilo še več denarja za več svetovalnih programov, terapevtskih programov, samo glede na stanje, v katerem smo, bo potrebno predvsem poskušati optimizirati tiste sredstva, ki jih imamo.